Hvaležno pozdravljeni, sem Jasmina in to je Klepet ob kavi. Televizijska oddaja za zdrav življenjski slog. A kako ohranjati zdrav življenjski slog takrat, kadar že imamo postavljeno kakšno diagnozo? Ogromno je ljudi, ki v tem času ali spoznava ali pa se še vendarle vedno bori z diagnozo rak. In veste, da se tukaj trudimo, da predstavimo najnovejše raziskave, najnovejše metode in orodja, kako preseči vse te stvari. Zelo inovativni so na tem področju v Sloveniji v centru CanSafe. In danes je v naši družbi Draško Dimnik. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Hvala. Najlepša hvala, da si se odzval našemu povabilu. Danes bova govorila o eritrocitih, takih lepih rdečih okroglih, kakršni bi dejansko morali biti. In sicer v povezavi tudi z testiranjem, ki se dela na vaši kliniki, zasebni kliniki v Beogradu, kaj ne da? Tako, ja. Zdaj, če povzamemo celotno zgodbo, o kateri smo že govorili v prejšnji oddaji, center CanSafe je v Sloveniji, ampak hkrati pa je center CanSafe lastnik zasebne klinike v Beogradu, zaradi tega, ker je zaradi zakonskih stvari tam lažje, ali kako, ne? Ja, tako malo je lažje kot v Sloveniji. Tako da imamo tam tudi od nedavnega tudi en laboratorijo, prijavljen raziskovalni center. In od nedavnega smo se začeli ukvarjati z iskanjem vzroka, tako bi rekel, primarnega vzroka za nastanek raka. In to delamo v kombinaciji z Rusi. Prišli smo do zelo zanimivih dokazov, raziskovalnih, da je v bistvu celična hipoksija začetek vsakega rakastega obolenja. Celična hipoksija, podnapisi, Draško? To pomeni primanjkljaj kisika. Se pravi, vse celice naše, če so zdrave, potrebujejo kisik za svoje življenje, za izgorevanje, za proizvodnjo energije. Kakor stopnja kisika, ki vstopa skozi membrano, pada, celica doživlja celično lakoto in ne more proizvajati dovolj energije. V prvi stopni se zgodi to, da ne opravlja svojih lastnosti več, ko je treba, preneha se medcelična komunikacija, celična membrana se poškoduje, četrta faza je, da vstopijo mikroorganizmi noter, se pravi po tretji fazi, ki je prenos kisika vse manjši in manjši, vstopijo mikroorganizmi čez poškodovano membrano in toksini od mikroorganizmov, ki so noter, zdaj lahko so eni, drugi, tretji, odrejajo, poškodujejo DNK. Dejansko ga poškoduje DNK do te mere, da celica mutira v rakasto celico. Zakaj imamo toliko vrst raka? Zato, ker je toliko različnih mikroorganizmov, od stopnje primanjkljaja kisika, zakisanosti in to je osnovni vzrok. Ampak vse se začne na začetku, včasih tudi, bi rekel, v zgodnjih letih, 15, 20, 30 let nazaj, bi rekel, vsi smo, po tej raziskavi sem dojel, da smo vsi potencialni onkološki bolniki. Vsi? Vsi. Samo da en bo prilezel do tega pri 40-ih, se bo bolezen manifestirala, bo položil trigger, spremembo v DNK, en pri 50-im, en pri 60%. Dejansko v Sloveniji ni družine, ki nima raka. Okej, to je malo grozljivo. To je scary, ja. No, nekaterim se pa nikoli to ne zgodi, ne? To so zelo, zelo redki. Zelo, zelo redki ljudje, ki se jim ne zgodi. Hvala za te spodbudne pozitivne misli danes, Draško. Ampak, če gledamo tako, nekdo ugotovi, da dodelijo mu diagnozo raka, pa reče, raka sem dobil. To ni ustrezno, ne? Ne, nikakor. Glede na to, da ga je futro že... Tako, to je zadnja stopnička. Problem je v tem, ker telo ne opozarja. Telo te nikoli ne more opozoriti, da eritrociti prenašajo premalo kisika, da je telo v fazi celične lakote, da ni kisika, da je hipoksija. Ne opozarja. Znaki so lahko blaga utrujenost ali težja utrujenost, recimo, ampak vsi to pripisujemo danes stresu, gor, dol, psiha in tako naprej. Ampak noben se ne ukvarja s tem. Če greš v laboratorij danes, ti pregledajo eritrocite in ti rečejo super, ker to avtomatika šteje, to aparat šteje in rečejo, jih imaš super, odlično. Ampak to je količina. Jaz se ukvarjam z kvaliteto. Se pravi, v centru CanSafe oziroma v zasebni kliniki v Beogradu, torej preglejujete kakovost eritrocitov. Točno koliko kisika prenaša, kakšne so membrane,
kakšen je vstop kisika čez zdrave celice, čez rakaste celice, kateri mikroorganizmi so vstopili v eritrocite in so jih eritrociti prenesli po telesu v določene organe, pride do naselitve, čez nekaj časa pride do raka. Kadar govorimo o eritrocitih, so torej ti vzročni pri nastanku raka. Tako je. Bi lahko rekla, da je sodoben način življenja, po tem, kar si povedal, da je sodoben način življenja vsakega zemljana od nas na takšen način vodi k raku. Točno. Zakaj? Zaradi tega, ker se podre v telesu idealno razmerje med oksidanti in anoksidanti. Ker ne uživamo dovolj antioksidantov, veliko pa oksidantov, kot je meso, industrijska hrana, predelane stvari in tako naprej, oksidanti porastejo v telesu, antioksidantov ne uživamo dovolj in kaj delajo oksidanti? Poškodujejo eritrocite. Na ta način, da se spremeni membrana, ni več lepa, ampak postane karošca, spremenjena, jo poškoduje in prenos kisika se zmanjšuje od 100%, pa tudi tam do 10% pade. Se pravi, samo na 10%. V bistvu naše telo je zelo, zelo prilagodljivo. In jaz pravim, da moramo postaviti spomenik našemu telesu, medaljo dati, koliko časa let zdrži v tem prilagajanju primanjkljaja kisika, predno dejansko pride do udora mikroorganizmov, da obramba pade in potem z njihovimi toksini sprememba DNK in potem rak. Draško, iz zasebne klinike v Beogradu si nam prinesel tudi fotografije eritrocitov, med kemoterapijo poškodovane in seveda zdrave. To pogledava vsak trenutek, ampak tale trenutek pa me zanima še tole. Nek posnetek imamo neke ruske zdravnice. Tako, to je moja kolegica, gospa Olga Ivanova, ki je en najboljših ruskih zdravnikov hematologov, dela v ruski onkološki kliniki. Poslala mi je predavanje njeno, kjer izobražuje zdravnike, paciente in tako naprej, ravno o tem, o čemer danes govorimo. Privoščimo si en kratek posnetek, ekskluzivno za gledalce Klepeta ob kavi. Kaj je to hipoksija? Ko celica ne dobi dovolj kisika, nastopi tako imenovana lakota. Hipoksija je osnova za sindrom kronične utrujenosti. Če možganske celice, katere potrebujejo kisik, danes niso prijeli 100%, ampak samo 30% potrebnega kisika, ste sicer spali, zbudili ste se utrujeni, kajti celice se niso uspele obnoviti. Tukaj imamo normalne eritrocite, poškodovane eritrocite, stolpce. Naš organizem je sestavljen iz milijard celic in vsaka celica potrebuje, da bi v njo vstopil kisik. Seveda nekaj časa organizem lahko živi s poškodovanimi celicami, kar čutimo v obliki raznih težav. Ampak naša naloga je, da dokler smo na nogah, zagotovimo zdrave in okrogle eritrocite. Onkološki pacienti so ljudje, ki niso pravi čas opazili oksidacijski proces v telesu in so prišli v stanje, ko so se v njihove eritrocite naselili mikroorganizmi. Kot velja v medicini, se v nas mikroflora nahaja v črevesju, sluznici, jaz pa jo vidim v plazmi in ki škoduje eritrocitom. Ko eritrociti zaradi oksidacijskih procesov postanejo šibki in njihova opna postane propustna, se v njih naselijo mikroorganizmi. То у нас поселяются внутри эритроцитов микроорганизмы. Что нужно изучать не только количество крови, но и качество. И именно Danes moramo biti pozorni predvsem na kvaliteto krvi. In ne samo na količino celic, saj nam kvaliteta krvi pove, kako zaščiteni smo in kaj še moramo narediti. To je bila torej dr. Olga Ivanova, kaj ne da.
Zastrašujoče je vse to, kar dejansko govoriš. In ne vem, jaz razmišljam, da bi si tudi dala zmeriti te zadeve, ker vem, da pri takih težkih zadevah moraš danes začeti delati, da potem čez par 10 let noš imel težav. Tako, eritrociti živijo 120 dni. Se pravi, če bi začeli danes spreminjati celično okolje, uživati močne antioksidante, spremeniti prehrano, bi vse eritrocite zamenjali čez 120 dni. Jaz pravim, 120 dni? 120 dni živi en eritrocit. Na to ga zamenja to pa ni take panike. Nov eritrocit. Se pravi, tam nekje med 4 in 6 mesecev se lahko zgodi drastična sprememba v človekovem telesu. Tale trenutek pa si bomo pogledala te eritrocite, ki so torej tako zelo vzročni, tako zelo pomembni pri nastanku raka in vse to se testira torej na zasebni kliniki in sicer zasebni onkološki kliniki v Beogradu. Imamo prvo fotografijo, upam, da so taki lepi, krasni. Aha. Ja, tukaj lahko pogledava, to je, ne, tukaj smo začeli za eno sliko enega pacienta, ki je recimo tipični onkološki pacient, ki pride k meni, se pravi pogledava, holesterol je viden, ker je rjava barva, črne točke so mikroorganizmi oziroma njihovi izločki. Če pogledava, skoraj noben eritrocit ni okrogel in lep, več kot polovica jih je pa zlepljenih. To je tipična onkološka slika eritrocitov. Prenos kisika je tukaj recimo približno 30–40%, telo se sesuva, ne dobiva kisika, začne se onkološki proces. Odlično. Naslednja fotografija prikazuje... Pogledaj, tukaj lahko povem, tukaj se spomnim te fotografije, tukaj gre za našega 74-letnega pacienta, ozdravljenega po raku prostate. Tole? Tole, ja. Po 6 mesecih, njegova slika je bila približno enaka kot tista prej, po 6 mesecih uživanja antioksidantov, čiščenja telesa plus imunske terapije je dosegel to. In taki morajo biti naši eritrociti, če človek želi biti zdrav. Takšni prenašajo 100% kisika in tam, ker je 100% kisika, tam ni bolezni, tam ne more priti do raka. Tukaj je slika ene pacientke, jajčniki, ki je začela v procesu, se pravi, tam nekje, mislim, da je mesec pa pol 2, dosegla je to, da niso zlepljeni, mikroorganizmov je zelo malo, niso pa še lepe oblike, se pravi, je na poti, je že po mesecu pa pol, je že dosegla nekaj. Mesec pa pol pa že taka. Poglejte, tole je pa slika pacientke, ki je na kemoterapiji. Rak dojke, HER2. Poglejte, kaj se zgodi, ko kemoterapija pride v telo. Ne da niso lepi, ne da so mikroorganizmi, ampak kemoterapija jih dejansko stopi in dobimo, jaz temu pravim, marmelada. Tukaj je prenos kisika manj kot 10%. V bistvu se kisik prenaša samo po plazmi, se pravi v tekočini, in kolikor ga uspe sama celica vpiti čez membrano, ampak eritrociti ga tukaj ne prenašajo. In to dela kemoterapija. To je za mene katastrofa. Tukaj je isto, pogledajte, to je druga pacientka, isto, jajčniki, kemoterapija, stopljeno, nimamo niti enega eritrocita, aparat jih bo seveda preštel in bo dal sliko, ki je seveda lažna, ni prava, količinsko jih bo preštel, ampak njihova kvaliteta prenosa kisika je tukaj skoraj nična. Isto. V toku kemoterapije, pogledajte, zlepljeno, ogromno holesterola, katastrofa. Ne, tukaj je že en napredek, se pravi pacienta, ki je v protokolu, se pravi, vidite razliko, se pravi, holesterol je zginil, precej boljša slika, ni idealna, tam nekje po 3 mesecih približno je to, ampak to je dokaz, da se da. Zanimivo je to, kaj lahko dejansko narediš že po nekaj mesecih. Točno to. Ampak tole me zanima, Draško. Dobro, ta naprava je verjetno nova, sodobna, inovativna, draga na koncu koncev. Kaj si jo javno zdravstvo ne more privoščiti, si jo lahko privoščijo samo takšne zasebne klinike, kot je v Beogradu? Po mojem osebnem mnenju tukaj sploh ni interesa. Zato pogledajte, pri meni se zdravi vsaj 20 zdravnic. Zanimivo, da nimam niti enega zdravnika, ki se zdravi v Sloveniji pri meni, ampak zdaj nekaj več kot 20 zdravnic. Jih imam
tudi eno direktorico zdravstvenega doma, pa ne bom zdaj omenil imena zaradi privatnosti, ko sem jim pokazal te raziskave, vse do zadnjega so mi povedali, da jih to ne učijo v šolah, da tega niso imeli. Se pravi, da o tem prenosu, kako membrana poškoduje, kaj delajo mikroorganizmi noter, kako toksini poškodujejo DNK in ta prenos kisika na ta način, tega v šoli medicine njihove ni bilo. In so bile zelo hvaležne za to edukacijo. Kakšni ljudje so tisti, oziroma za katere ljudi je to testiranje najbolj nujno? Za vse. Za vse. Ker smo vsi potencialni onkološki bolniki. Ljudje, ki pridejo na kliniko, ponovadi ne pridejo sami, pridejo za svojci. Vedno dam brezplačno testiranje tudi svojcev. Marsikdaj se ugotovi, da je nekdo tudi v 4. fazi, 5. faza raka, zdaj v 4. fazi. Ker po eritrocitih ti že lahko vidiš? Tako, lahko že vidim, a je nekdo se pravi, ne vem, kdaj se bo zgodilo, ampak mu lahko že rečem, se pravi, prenos kisika, kakšen je v procentih, to naprava sama odredi. Vidim mikroorganizme notri, vidim poškodbe celične in jaz že lahko rečem, poglej, ti si na poti, ali si tik pred zdajci, lahko da imaš tudi že, pa še ne veš, da se že razvija rak. In vidim katastrofalne slike, se pravi, cela populacija je ogrožena. Tako da vsakdor misli, da je zdrav, jaz rečem, v redu, super, ampak ko pogledaš takšno sliko, dejansko šele vidiš, a si na poti, vsi smo na poti. Ampak kaj je to pogojeno z eritrociti pa kisik? Tudi koliko se zadržujemo, kaj v naravi, pa na čistem zraku, pa tak? Poglejte, narava, čist zrak je seveda super, tako kot recimo hiperbarična komora. Mi vdahnemo veliko kisika, kisik zaplava po krvi. Ampak če eritrocit ni lep okrogu, da zalepi kisik, za njega, da ga prenese okrog, je problem. V bistvu kisik samo kroži, mi smo pa zmatrani, v celice pa ne vstopa. In to je problem. Oziroma vstopa zelo, zelo malo. Tako da, koliko imam veganov, koliko imam športnikov, ki imajo katastrofalne slike, pa rečejo, jaz se prehranjujem organsko, vse je v redu, super, ampak organsko še ne pomeni, da dobivaš dovolj antioksidantov. Se pravi, antioksidanti, antioksidanti, antioksidanti. Antioksidanti. Ravnovesje vzpostaviti, ko je ravnovesje vzpostavljeno, rabimo 4 do 6 mesecev. Zato se ljudem, ki pridejo v zadnji fazi raka, fizično ne da pomagati, ker ni časa, da bi obnovili njegovo sliko, da bojo spet lepi eritrociti, tako kot so bili prikazani. Želim ti čim več pacientov, ki ne pridejo čist z zadnjimi močmi, pa da se to potem uredi. Najlepša hvala, Draško Dimnik iz centra CanSafe, danes v naši družbi, ki pa hkrati tudi primarno sodeluje z lastno kliniko, onkološko kliniko, zasebno kliniko v Beogradu. Govorili smo o eritrocitih in antioksidanti, torej igrajo ključno vlogo v našem življenju, privoščimo si jih, na tako testiranje pa jaz zelo resno razmišljam o njem.